Kljub številnim težavam s poškodbami in kartoni, vijolični stroj melje naprej. Tokratna žrtev velenjski Rudar. Začelo se je že s prvo priložnostjo v 4. minuti. Nato je v 8. minuti poizkušal Dare Vršič. Dare je imel še eno priložnost v 15. minuti, ko je prav tako streljal mimo vrat. No, v 25. minuti pa ponovno fantastična podaja Derviševiča, tokrat je bil najvišji v skoku Skokovič in izid je bil 1-0. Imamo neku povezavu, ne, mi štoperi pa Derva, tako da evo, do zdaj gre super. Zelo sem vesel zaradi moga prvega gola, ampak na prvo mesto ne je naša zmaga. V 35. minuti še ena lepa akcija Vršič Mešanović, slednji žal mimo vrat. No, v 43. minuti pa je bilo 2-0. Fenomenalna akcija Ivkoviča, ki je prešprintal več kot pol igrišča, krasno podal, na drugi vratnici pa natančen Hotić. 2-0 je bil tudi izid polčasa. Neverjeten oziroma redko viden prodor štoperja Ivkoviča, kateri je pripeljal do tega drugega zadetka. In tu smo potem nasprotnika odprli, ni več tako konsekventno in tako zaprto deloval na igrišču, ampak nam je pustil nekaj prostora, tako da smo potem v drugem polčasu zadeli še enkrat in tu mislim, da je tekma tudi končala. V drugem polčasu nobenih sprememb, ko govorimo o dogajanju na igrišču. Še naprej je prevladoval Maribor in že v 47. minuti ta priložnost Vršiča. V 59. minuti je lepo poizkušal Mlakar. Minuto kasneje pa krasna akcija, ki jo je žal z nenatančnim strelom zaključil Pihler. V 74. minuti pa je bilo že 3-0. Še ena hitra akcija, še enkrat je bil na mestu Hotić, ki je s krasnim lobom premagal Pridigarja. 3-0. Še eno lepo akcijo Maribora smo videli in poizkus Mešanovića v 79. minuti, a izid se do konca tekme več ni spremenil. Maribor, Rudar Velenje 3-0. Zasluženo.